Zdaj vas bomo popeljali v Vodnjan, očarljivo mestece, kjer osrednji trg krasijo mogočne stoletja stare stavbe. Mi smo potrkali na vrata vogalne 3-nadstropne hiše, ki je navzven sveža in igriva, znotraj pa očarljiva, saj je prežeta s plastmi zgodovine, ki sta jo nova lastnika razkrila plast za plastjo. Nekatere hiše si svojim posebnim značajem zaslužijo tudi posebno ime. Kot tale samosvoja gospodična, ki sta jo lastnika arhitekta skrbno prenovila tukajle sredi simpatičnega istrskega mesteca. Vas zanima, kako ji ljubkovalno rečeta? Izvedeli boste v naslednjih minutah. Nina in Matevž, živijo, pozdravljena. Ljudje se po bontonu drug drugemu, ko se spoznamo, ponovadi predstavimo, povemo kaj v sebi. In zdaj, če bi teoretično ta hiša lahko spregovorila, kaj bi nam za začetek, kaj mislite, povedala o sebi? Ta hiša, ko je najeno govorila, se nam je predstavila kot zelenka. To je njena karakteristika, ki nama najprej ni bila toliko blizu, moram reči. Ta njena barva je zelo specifična, ampak moram reči, da čez čas sva jo vzljubila. Karakteristika te hiše je, da stoji na glavnem trgu, na vogalu trga in je komunikativna. Zasnovana je tako, da s tem trgom komunicira. Če bi hiša spregovorila, bi se verjetno ta njen razgiban, barvit, odprt, mestni karakter prepoznal tudi v njenem pozdravu. Midva sva ga pa skušala ujeti v arhitekturno misel v prenovi. Ne vemo točno, kdaj je bila zgrajena, vemo pa nekaj o prejšnjih dejavnostih. Recimo prostor, kjer smo zdaj, je bil nekoč kovačnica. Tukaj so kovali podkve, ljudje so prišli s konjem, z vozom mimo in so skozi ta vrata potem podkovali konja in je nadaljeval svojo pot naprej. To je bila, mislim, da predprejšnja raba. Zadnja raba je bila pač enostavno nek prostor za odvečne stvari, prostor za kramo, ki se tukaj naberu. In v tem stanju se tudi mi, da potem ta prostor nekako sprejela in ga spraznila in nadaljevala z drugo rabo. Oblikovanje interjerja se mi zdi, da je na trenutke že kar tako agresivno izčiščeno. Res, dajmo čim več postrgati, da dobimo esenco. Je bila to osnovna misel, da dobimo njeno jedro in bistvo? Mislim, da sva bila precej nežna s to hišo. Je pa res, da je bila v zelo slabem stanju in da bi prišla do tistega bistva, ki sva ga želela ohraniti, so bili nekateri posegi močni. Kar je bilo nama tako zanimivo, je bilo to, ko smo začeli omete gledati, odstranjevati, so se pokazale plasti zgodovine. Običajno bi vse te omete, ker niso to zgodovinske plasti, ki bi imele historičen pomen, ampak so to pač opleski, ki so se menjavali najbrž vsako leto ali pa vsake nekaj let, sva želela to patino nekako obdržati in jo prezentirati. Kako pa je na samo prenovo vplivalo dejstvo, da gre tukaj za zelo vitko lepotico, kjer se vse skupaj dogaja več ali manj v višino? To je bil poseben izziv, ker tloris hiše je v najširšem delu le 3 metre, potem se ože na 2,70 m. Dolžina tega tlorisa je 9 metrov in višina hiše potem nekje 11 metrov in v tej višini se odvijajo 3 oziroma pritličje plus 3 etaže. Stopnišče je postavljeno v ta najožji del, so ga želela takšno, kot je, obdržati v svoji originalni substanci, tako da je to v bistvu diktiralo razporeditev tlorisa v višjih etažah. Kar pa je pri vsem tem zanimiv, glede na njen ozek in dolg podolgovat tloris, je to, da je zelo razkošna za svetlobo. Vsak prostor ima 3 oziroma 4 okenske odprtine in to dela ta majhen tloris na nek način zelo prostoren in zelo odprt. Pri načrtovanju prenove je bil poudarek tudi na racionalni umestitvi sanitarnih prostorov. Inštalacije in kopalnice so zasnovane tako, da zagotavljajo optimalno udobje ob kompaktni izrabi prostora. Sicer pa je bilo izhodišče, kako čim bolj ohraniti vse, kar hiša ima in to izpostaviti kot nekaj lepega. Ves material smo uporabili znova.
Od tega, da ob lupljenju sten, ki so bile krite z zelo dotrajanimi ometi, smo presejali različne gramature peska in jih na različne načine že spet uporabili ta isti pesek pri obnovi hiše. Ves material pridobljen, eno steno smo podrli, opeko, iz katere je bila grajena, smo uporabili tamle na tleh, kjer smo potrebovali talni zaključek. Kar je bilo v bistvu od gradbenih posegov mogoče najbolj atraktivno na nek način je izdelava tega teraca, ki smo, torej to smo ohranili obstoječe lesene grede z tlakom in na njih naredili v bistvu estrih, plavajoče estrih, ki smo ga potem zbrusili in spolirali. Predelava in ponovna uporaba dotrajanih materialov sta se izkazali za smiselni in praktični tudi z vidika prihranka. Prenove veljajo za nekaj, kar je zelo drago, kar lahko obremeni proračun bistveno več od tistega, kar morda sprva načrtuješ, zaradi teh presenečenj, ki jih vsaka prenova skriva v sebi. Midva sva pa želela v okviru nekega minimalnega finančnega vložka pridobiti pa res maksimalni prostorski učinek v vseh nivojih in razsežnostih. Strop, pogosto imenovan peti zid prostora, igra ključno vlogo pri definiranju volumna, vzdušja in funkcionalnosti ambienta. Nina in Matevž Granda sta to ustvarjalno izkoristila in z raznolikimi barvami tramov ter stropnih desk v vsakem nadstropju poskrbela za drugačno doživljanje prostora. Še posebej izstopa strop na podstrehi, ki velja za najbolj fotogeničnega. Ostrešje smo obdržali, ker je bilo v dobrem stanju. Obdržali smo tudi tavelice. To je tradicionalen način kritja streh in to smo pustili vidno v prostoru. Tisto, kar je bilo prej podstrešje, smo odprli in s tem dobili tretjo etažo dvovišinsko in zelo karakterističen strop v tej etaži. Pri oblikovanju interjerja sta se arhitekta navezala na barvo zunanjosti stavbe. Za opremo prostorov pa sta izbrala pohištvo in dodatke, ki so uporabni in estetsko dopolnjujejo ambient, a so hkrati enostavni in v sozvočju s patino stare hiše. Še nekaj mi je tukaj zanimivo in sicer pri tovrstnih prenovah se včasih, se mi zdi, je kar eno vodilo, da se vnese določen luksus. Tukaj pa se mi zdi, da je res stremljenje k pristnosti, k temu pristnemu doživetju. Tako včasih je bilo je skromno. Zakaj bi na silo delal stvari kot neko luksuzno scenografijo, ne? Mislim, meni se zdi pristnost lahko luksuz, no, sploh v današnjih časih. Je luksuz lahko druge vrste, to je lahko pač dobro usmerjen sončni žarek, pogled skozi okno na palače. Luksuz je to, da so prostori domišljeni, da so res funkcionalni, pa tega sploh ne opaziš, da te nič ne zmoti, ko v tem prostoru bivaš, da se v tem počutiš dobro v svoji koži, čeprav vidiš, da v bistvu je to tudi zaradi kože hiše, v kateri si. To je luksuz, no. Arhitektka spregovori tudi o tem, kako se skozi čas spreminjata arhitekturna izraznost in razumevanje prostora. Arhitektura se mi zdi, da je zelo strmela k eni popolnosti, morda še do nekaj let nazaj. Zdaj se pa razumevanje tega stremljenja malo spreminja. Ne iščemo več brezhibnosti v smislu totalne urejenosti prostora. Torej tudi pogledati, kje so napake te hiše, pa jih sprejeti kot del njenega karakterja, ne več morda kot pomanjkljivosti, ampak kot izhodišče, na čem lahko gradimo, da dobimo nekaj res avtentičnega in lepega in neponovljivega.